Danes smo šli od notranje politike preko zunanje. Celi svet smo obdelali. Do enka Maribora. Tako da, ja. To je ful kvaliteta. Od globalnega do lokalnega. Mislim, da je bil to dober slalom. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, to je Večer za vikend, petkova izdaja Večerovega dnevnega podcasta in kot ste navajeni ob petkih, torej tudi za vikend v daljšem formatu Večer, tako v tisku, na spletu, kot tudi v video in audio obliki. V moji družbi je Matija Stepišnik, odgovorni urednik Večera, jaz sem Miha Dajčman. Zdravo, Matija. Zdravo, Miha, zdravo poslušalke, poslušalci, gledalke, gledalci in vsi, valjda, ki berete Večer. Ki berete in poslušate Večer. Cel teden zanimive zgodbe tudi v Večerje zjutraj, katero bi ti recimo izpostavil, da je bila zelo odmevna od teh, ki smo jih izpostavili. Ne vem, meni se je zdela super zgodba, da v Večerje zjutraj se odločimo tudi za zgodbe malo bolj z obrobja ali pa o ljudeh, ki imajo mogoče manj medijske pozornosti, in tokrat smo se ukvarjali s tem, kako lajšati življenje slepim in slabovidnim. Med drugim se mi je zdelo prav, da izpostavimo tudi to skupino ljudi, ker point medija je, da dobijo priložnost o vsem govoriti tudi ljudje, ki nimajo ekskluzivnega dostopa do medijskih mikrofonov, tako da vredo si to izbral. Dobro smo izbrali, Barbara je pripravila odlično zgodbo in tudi nagrajeni smo bili za to zgodbo. V redakcijo smo dobili za Barbaro Bomboniero in 6 Čehov. Matija, ti veš, kaj so Čehi, ne? Ja, valjda, da vem, ne, tako da zdaj bi mogla iti ona, ne, minister za zdravje opozarja. Ministrica za zdravje opozarja. Točno, ministrica za zdravje opozarja, ampak seveda si jih bomo privošli ali pa ste si jih zunaj delovnega časa. Lepo je, ja, če dobimo pozitivne odzive od bralk in bralcev. Sicer pa pester teden, ko sva se začela pogovarjati o tem, kaj bi načela danes, 3 teme sem jaz izpostavil, si zapisal, tako ali tako ne želimo biti v Večer za vikend zelo formalni, ampak teme pa so zahtevne. Ne? Kaj bi frustracije povezane z nogometom pustil za konec, ali bi začel s tem? Prosim za konec, ne, da serviraš to bolečino pol, ne, Okay. Ko že resne stvari damo skozi. Ker fuzbal je ipak zgolj in samo najpomembnejša postranska stvar. Ne. Dobro, potem ampak, ja, ful se je zgodilo ta teden, tako dober teden za debato, malo manj dober teden pa za številne ljudi, ne, ki so lahko brali in spremljali novice, ki so nas bombardirale od vse posod. Gremo na notranje politični parket, ta je tudi tebi zelo povšeči oziroma zelo domači na njem. 2 reformi, 2 novosti na področju slovenske politike ste se zgodili. Pokojninska reforma, kar pomeni, da boš, Matija, delal dlje. Kaj pa ti? Jaz verjetno do konca, ne samo do konca. Že jaz, ne, kaj pa šele ti, ne. Če bodo pokojninski sistemi dočakali sploh takšno starost, da boš ti šel lahko v penzijo. Ne. Za mene še je minimalno upanje. Ne. Zanimivo, ne, ta informacija, seveda sem zaradi tega, ker sem pripravljal Večerje zjutraj ta teden, moral vse skozi spremljati stvari, ampak to informacijo s pokojninsko reformo sem kar zaobšel, ne, ker se ne čutim še toliko povezanega s tem bolj. Ampak se moraš čutiti, veš zakaj? Zato, ker v bistvu ti kot aktivni zaposleni vplačuješ v bistvu prispevke, ne, v pokojninski steber in iz tega se financira pokojninsko zavarovanje, tako da je napačno misliti, da se to nas mladih ne tiče. No, kako gledaš na to in seveda na novelo zdravstveno kot na nek uspeh trenutne vlade? Je končno začela zadnje leto pred volitvami delati oziroma udejanjati svoje napovedi? Ja, v bistvu 2 kar pomembna, ne bom rekel prelomna dogodka. Eno je seveda spremembe zdravstvene zakonodaje, zakona o zdravstveni dejavnosti kot nekega izjemno kompleksnega zakona, ki je sprožil ogromno negativnih odzivov, predvsem stroke.
In pa na drugi strani ne govorijo več o pokojninski reformi, ampak o popravkih pokojninskega sistema. V ponedeljek, zanimivo, je bila že napovedana tiskovna konferenca oziroma slavnostni podpis dogovora socialnih partnerjev okoli novele pokojninskega zakona, ampak so se skregali oziroma se niso strinjali 5:12 in so v bistvu novinarji, ki so že čakali, morali narediti en krog in priti nazaj v sredo, ko pa je vendarle ta dogovor bil podpisan in sklenjen. Premier ga je označil kot na nek način zmago dialoga in kot velik dosežek vlade. Kar je bistveno pri tem, da so sporočili, da ta pokojninski zakon oziroma spremembe ne zadevajo zdajšnjih upokojencev, ampak šele bodoče, ampak v resnici to ne drži popolnoma, saj se bodo nekatere spremembe pri usklajevanju pokojnin začele dogajati za vse, ki so že na največji slovenski firmi, torej na SPIZ-u, in na ta način je v bistvu to pomembno za vse, kot sem že prej rekel. Kar se pa tiče zdravstva, zdravstvo pa je tema, na katerem poteka vojna vseh proti vsem. To je ključna tema Golobove vlade, že od začetka mandata, veliko težav, veliko afer, zdrsov, menjal se je minister za zdravje, ogromno sporov z zdravniki, sindikatom, zdravniško zbornico, da smo prišli zdaj do novih rešitev Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bistveno bolj rigorozno razmejuje zasebno in javno. Ampak to najbrž še ni konec zgodbe, napovedana je ustavna presoja, predvsem v delu, ki se dotika torej prepovedi izplačevanja profitov koncesionarjev. Zanimivo, tik pred zdajci, preden so se poslanci lotili glasovanja o tem zakonu, sta nekako proti temu šla tudi dva ministra te vlade, in to kar resorna ministrica za zdravje in pa finančni minister. Tako da ta zgodba, kljub temu, da jo bo vlada zagotovo komunicirala kot izpolnitev ene izmed predvolilnih obljub, še ni povsem zaključena in se zna v bistvu celo predvolilno leto rolati kot ena izmed tem, okoli katerih se bodo stranke nabijale sem in tja še vedno. V zdravstvu je, ne glede na ta zakon, ostalo kup problemov in predvsem znamenita fraza se bo pokazala, čas bo pokazal, kakšne bodo posledice v bistvu za javno zdravstvo, koliko zdravnikov, ki delajo v javni mreži in so do zdaj lahko v bistvu na precej liberalen način delali tudi v zasebnem sektorju, se bo odločilo, da zapustijo javni sektor, koliko bo nekako po teh novih pogojih našlo neke priložnosti. Tako da pričakujem zdravstvo še vedno na mizi predvolilne debate kot ono, o čemer bo tekla konstantna debata in veliko političnih in drugih sporov. Nenazadnje je trenutno največja opozicijska stranka, ki na rejtingih javnega mnenja kaže najbolje, napovedala, da bo to prva stvar, ki jo bo v bistvu ukinila, če bo prišla na oblast nazaj. Torej, zadnje leto pred volitvami napovedali smo v podcastu, ki ga nismo objavili, ko smo se pogovarjali testno v tem formatu. Trenirala sva, da se v bistvu zadnje leto pred volitvami v bistvu ne izvaja nekih odločitev dokončnih, da ne pride do izvedbe. Zdaj pa se ravno to dogaja pri tej vladi. Zakaj jih je strah, da pač morajo nekaj še postoriti, da so prepozni, da niso storili dovolj? Ja, v bistvu je neko prastaro pravilo politike, da težke reforme v bistvu izvedeš, napoveš na začetku mandata in jih izvedeš v drugem in tretjem letu. Četrto leto je ponavadi hektično, histerično, razburkano, namenjeno že predvolilnim razpravam, ampak Golobova vlada je na številnih frontah v zamudi, kar se tiče izpolnjevanja predvolilnih obljub, tako da si je za zadnje leto pustila ogromno tega, kar bi naj postavila v izložbo kot svoje dosežke in s čemer naj bi šla prepričati ljudi na volitve, da si zasluži to, kar Golob ves čas poudarja, torej da rabi dva mandata. Smo pa zdaj res, Miha, to že opažaš, globoko v predvolilni kampanji. Slovenijo imamo polepljeno s plakati,
lažejo vam, mitingi so bili pred sodiščih, napovedanje oziroma referendum bomo imeli o dodatkih pokojninam za izjemne umetniške dosežke. Skratka, power play, ki se odvija zdaj, je več kot evidenten. Obenem pa so ta teden malo bolj v obtok prišle tudi, pa ne glede na to, da je bil 1. april, to ni bilo samo 1. aprilsko, informacije, da obstajajo v vladi tudi nekateri razmisleki, ali bi veljalo morda celo z nekim političnim manevrom nekoliko skrajšati mandat, in morda celo sprožiti predčasne volitve. Zdaj informacije tukaj so zelo, zelo neformalne in zelo neoprijemljive. Golob je do zdaj uradno to možnost zavračal, ampak na drugi strani obstajajo verjetno neki razmisleki, da na neki točki, pa tudi evropska praksa kdaj kaže tako, obstaja nek taktični razlog, da se mogoče kdo za to odloči. Taktika je ta, da v bistvu prepreči Golob vstop nekoga novega na to politično polje, kjer se dobivajo anti-Janša glasovi in v bistvu glasovi liberalnega pola v Sloveniji. Torej, Golob se s tem nekako zavaruje, da ga novo ime, ali bo to neko novo obraz ali ne izrine iz tega političnega polja. Točno tako, to si pravilno ocenil. V bistvu pri Golobovi svobodi je treba najprej povedati eno. V tej stranki novih obrazov, ki je res močno zmagala zadnje volitve, ni takšnega razpadanja, razkroja, kot smo ga denimo videli pri enem podobnem projektu pred leti pri stranki Modernega centra Mira Cerarja, ki je bila tik pred koncem mandata že zelo v knockdownu. Golobova stranka je izgubila podporo, nekateri volivci so razočarani, so odšli, so se preselili med neopredeljene predvsem, ampak nekega razpada poslanske skupine, preko katere ti vzdržuješ svojo politično moč, to je ključ tvoje politične moči, tega ni. Tako da Golob bi lahko verjetno, je gospodar svoje usode, v tem smislu mirno končal mandat in ga morda ne nazadnje tudi bo. Ampak, igra je v tem, Golobova stava je, da bo ostal v levo-liberalnem političnem prostoru dominanten hegemonski igralec, ki bo predestiniran za zmago, ki bo v očeh ljudi, videli smo, da ti ljudje odločajo volitve, nekdo, ki lahko premaga Janšo. Edina možnost. Mislim, to je absolutno politična strategija. Računati na nek anti-JJ efekt, refleks v Sloveniji se je do zdaj izkazalo seveda za zmagovito. Zdaj je vprašanje, cela Evropa v političnem prostoru drsi proti desni. Zato se sprašujem, ali je ta anti-Janša efekt še vedno tako prisoten in močan, ali so se ljudje že začeli obnašati nekoliko bolj pragmatično, ko vidijo v bistvu, da desno-sredinske, desne, tudi populistične, celo skrajno desne politične sile vedno bolj prihajajo v ospredje. Ampak zapiranje prostora za morebitno konkurenco, za novi obraz, ki bi mogoče bil v resnici stari obraz, Prebilič ni čisto novi obraz, je zagotovo razmislek pri svobodi in mora biti. Zdaj pri Prebiliču spremljamo to njegovo javno tehtanje bi, ne bi. On je evropski poslanec, ima izkušnjo župana, nekdanji član Socialnih demokratov in vidi se, da nekako načrtno gradi svojo politično pot, da se mu niti ne mudi in verjetno se sprašuje, ali so volitve 2026 že tisti trenutek, ko on položi vse karte na mizo ali mirno oddela ta svoj bruseljski mandat, ki je fajn, najbrž za politika, in počaka na volitve 2030 ali kakšne volitve, če ne bodo v rednem roku prej. Pri drugih strankah je pa seveda sedaj neka bojazen, kaj bi morebitni novi player prinesel, koliko bi jim predvsem odnesel oziroma odvzel. Javnomnenjske raziskave zelo jasno kažejo, da se je pomemben del levo-liberalnega volilnega telesa ta hip preselil med neopredeljene. Niso se preselili k socialnim demokratom, k levici, morda kdo k Anžetu Logarju in njegovim demokratom, ampak veliko jih torej eno leto pred volitvami čaka, ali bo prišla nova ponudba, ali bodo razmišljali o tem, da podpreti nekoga, ki ima možnost za zmago proti Janši, ali pa se odločiti za neko čisto novo
izbiro, ki je prej mogoče niso nekako videli kot svojo možno izbiro, torej za kakšno desno stranko ali pa za kakšnega manjšega igralca. Ne? Na levici se v ozadju veliko v tem trenutku dogaja. Ne? Povezuje se še spomniš, Desus, ne, z dobro državo. Karl Erjavec, sicer zdaj ful potihno, je napovedal svojo veliko vrnitev. Vesna, tu je vprašanje Vesne, ne, ki je do zdaj igrala skupaj s Prebiličem ali samostojno ali z njim. Kakorkoli Levica se vidi v neki povezavi z Vesno, tako da kup dilem, kup strahov in negotovosti za zdajšnje politične akterje sproža, ja, verjetno vse razmisleke o tem, kako končati mandat ali ga končati prej, ali komu zapreti prostor, odpreti prostor in kaj se bo zgodilo. Tako da, glej, za ta podcast pa za vse ostale mama štofa v bistvu tudi za naslednje tedne. Ker si omenil Karla Erjavca, misliš, da se bo v primeru, mislim, pred referendumom glede teh pokojnin, da se bo tukaj pojavil kot nek obraz glasu upokojencev? Ne vem, zdaj je v neki hibernaciji oziroma ne vem, v nekem taktičnem čakanju, kdaj je tisti trenutek, ko se bo z neko agendo pojavil. Vemo pa, da je njegova politična pot zdaj bila absolutno povezana z nagovarjanjem upokojenske baze. Dolgoletni, tudi uspešen vmes predsednik Desusa, ki je na nek način klavrno potem končal svojo politično kariero in jo zdaj spet obnavlja, ampak ko govorimo o tem referendumu, torej o pokojninah za izredne umetniške dosežke, je treba vedeti, da gre v bistvu za mali segment ljudi, za ne tako veliko množico, ki jo lahko s tem pridobiš, nagovarjaš, je pa to neka točka, kjer pač SDS mobilizira tudi svojo volilno bazo, ki ni naklonjena visoki in pa vrhunski umetnosti in v bistvu ideologizira spet kulturo kot neko skupino ljudi, ki ima neupravičene privilegije, dostop do javnih sredstev in tako naprej. Tako da absolutno bo Levica, ne, ker njena ministrica je tu na prangeru, Asta Vrečko, bo morala seveda v to kampanjo. Pri ostalih akterjih bo pa zanimivo videti, koliko se bodo vključili in koliko ne. Recimo na desnici je Nova Slovenija napovedala, da bo aktivna v tej kampanji demokrati Anžeta Logarja, ne, ki želijo ta bolj sredinski politični prostor, pa se držijo na strani in ne nameravajo v bistvu na nek način zelo aktivno poseči v razprave, ki bodo v naslednjih tednih. Dobro, omenil si, da je debat za notranje politično dogajanje na voljo še veliko, mogoče v naslednjih tednih s kakšnim drugim sogovornikom. Matija, vstopil si v studio in je rekel, da si ukvarjal z carinami. Donald Trump je objavil svoj seznam, pokazal svoj seznam, šov in must go on. Ja, nadaljuje se šov. Kaj bi lahko povedal o tem? Ja, zdaj šok to ne more biti, ne, ker Trump je v predvolilni kampanji in kasneje, takoj ko se je preselil nazaj v Belo hišo, povedal, da bo to temeljni instrument njegove ekonomske politike, torej carine. Ampak dobro, ne, če pogledaš danes, snemava v četrtek zjutraj, ne, domače in globalne spletne strani, ne. V rdečem so borze, nafta, kripto, zdaj azijske borze že delajo, medtem ko ameriške še spijo, evropske so v začetku delovnega dneva, ampak kaže se, da je to cunami za mednarodno ekonomijo, za mednarodne trgovinske odnose. Zaslužni profesor Marjan Svetličič, ki smo ga intervjuvali v prejšnji prilogi v soboto, je povedal, da bodo v bistvu te univerzalne carine, ne, inscenirane univerzalne carine, imele učinek podoben ali večji, kot ga je imela velika depresija v 30 letih prejšnjega stoletja, pa vemo, kako se je tista depresija razvila in končala. Super. Zdaj, jaz upam, da takšne drame ne bo pri Trumpu, itak ne vemo, kaj se bo spomnil naslednji teden ali čez 2 tedna. V vsakem primeru pa pričakujem seveda velik pretres, tudi odzive evropskih politikov, ki že napovedujejo seveda neke protiukrepe, obrambne ukrepe, zaščito svojega gospodarstva, kažejo na to. Peking se je odzval, Indija, v bistvu ni praktično
resne politične države, ki ne bi bila na nek način vpeta v to igro, ki jo zdaj igra Trump, torej povzročiti paniko, šok, kaos in enormne spremembe. Je pa treba tukaj zelo jasno povedati nekaj. Verjetno se bo tudi notranje politični pritisk v Združenih državah Amerike izrazito stopnjeval. Zakaj? Vsi strokovnjaki opozarjajo, da v carinskih, trgovinskih vojnah ni zmagovalcev, poraženci so pa na koncu lahko vsi. Carine bodo v prvi vrsti in tudi kratkoročno prizadele ameriške proizvajalce in potrošnike. Carin ne plačajo uvozniki, ampak ne plačajo izvozniki v Združene države Amerike, ampak jih bodo plačali uvozniki oziroma na nek način potrošniki, ker je veliko vprašanje, ali se bodo zdaj vsi preusmerili na primerljive ameriške produkte. To je tudi zelo dvorezen meč, so carine. Zakaj? V pomembni meri gre za zaščito domačega gospodarstva, torej nekih domačih proizvajalcev pred nelojalno ali pa premočno konkurenco iz tujine. Kar pomeni, da na nek način priložnost dobijo večjo tudi manj učinkoviti, manj konkurenčni domači gospodarski proizvajalci, kar lahko vpliva tudi na BDP, na produktivnost in številne druge stvari. Največja težava pa je lahko, da carine v veliki meri na koncu prizadanejo srednji in pa najšibkejši sloj, inflacija, dvigi cen in tako naprej. Tako da bo zelo zanimivo in bomo seveda spremljali, kako se bo tudi ameriško volilno telo odzvalo. In ne nazadnje, Trump je potopil borze, potopil je kriptovalute in ti plutokrati, ki so tako postrojeni stali ob njegovi inauguraciji, že imajo velike izgube v svojih bilancah. Tako da je vprašanje, kako dolgo bodo oni ta ples rdečih številk še gledali tako mirno in ne bodo začeli pritiskati na ameriško administracijo, da je takšna trgovinska politika kaosa in radikalnosti lahko na koncu velik bumerang, kot je naš komentator Srečko Klapš zapisal tudi za same Združene države Amerike. Da pa se ne pogovarjamo o tem, da je imidž Združenih držav Amerike na veliki preizkušnji nasplošno. Rekel si, da bo vplivalo na nižji srednji sloj. Jaz sem bil ravno v tem času lani prvič v Združenih državah Amerike in v bistvu nekomu, ki prihaja iz Slovenije, je takoj na prvi pogled vidno, kakšne so razlike tam med ljudmi. Misliš, da se lahko tam zgodi sploh kakšen upor? Mislim, Amerika zagotovo je država, v kateri so neki politični pretresi in politična progresivna gibanja za in proti bila vedno močna. Amerika je na nek način kot ena izmed zibelk demokracije temeljila na tem odzivu državljanov na različne politične afere in druge ekscesne dejavnosti Bele hiše. Tako da mislim, da dodatni razpad neke družbene kohezivnosti v Ameriki bo vodil v socialne nemire, bi lahko vodil v socialne nemire in bi imel politične posledice. Res pa je, da so ti ljudje, ki jih bodo tudi te carine zelo prizadele, v pomembni meri tlakovali pod vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo. Donald Trump jih je prepričal o tem, da je demokratska administracija slaba, neučinkovita, da zavira ameriško gospodarstvo. Posodili so mu svoje zaupanje in upanje za to, naredimo Ameriko spet veliko, za America First. Zdaj njegove prve poteze pa kažejo na to, da bi lahko to zaupanje v njega začelo jenjati. Ampak kot rečeno, Trump je populističen politik, afektiran politik, nastopač, pri njem je vse možno, pri njem je edina stvar, ki ni konstantna, je, da ni nikoli konstantnosti. Tako da, kaj se bo zdaj v bistvu v celem aparatu ameriškem dogajalo in v družbi posledično, bo res zanimivo spremljati. Ampak nas lahko bolj seveda skrbi cel kontekst globalni, v katerega je vpeta tudi
Evropska unija seveda bo čutila močno gospodarske posledice teh 20% carin. Deloma so nekateri segmenti gospodarstva to čutili že v njegovem prvem mandatu, jeklo, aluminij in tako naprej. Ampak zdaj imamo neko, za razliko 10 let nazaj, še novo naracijo, nov kontekst, in to je oboroževalna tekma. To so vojne, ki so zdaj res v naši neposredni bližini in debata, ki jo pričakujem tudi v predvolilni kampanji o tem, kako v tem res zahtevnem času sploh postopati. Se oboroževati, zakaj se oboroževati, zagnati oboroževalno industrijo tudi kot nek moment gospodarske rasti, ali vendarle se spomniti, da je Evropa, povojna Evropa, kontinent, ki je temeljil na miru, na socialni državi, na človekovih pravicah, na vladavini prava. Tako da smo na enem križišču, na eni prekretnici, ki bo zelo vplivala na vse nas. Anja je tista, ki stoji za našimi kamerami, na koliko minutah smo? Ja, ki smo se odločili, da ta večer za vikend ne sme biti predolg, kot morda prejšnja dva, ampak nekaj minut pa moramo nameniti žalostinki, ki se je v sredo zvečer... Kaki preobrat zdaj od Trumpa do Ljudskega vrta. Ampak mi zmoremo freestylati, mi zmoremo full slalomirati med različnimi temami. Ti je okej, če skočimo že zdaj kar na fuzbal? Lahko. No, še en navijač Maribora je z nami tukaj v studiu, Uroš, ki je sicer na dopustu v tem trenutku, ampak zelo ga zanima, kaj bo Matija povedal o tekmi Maribora z Celjem. Četrtfinale pokala vijoličasti so izgubili, izpadli iz pokala, ki ga niso osvojili vse od leta 2016 in nazadnje so v pokalu prvoligaša premagali leta 2019. Tega se je Cesar dobro zavedal en dan pred tekmo, ko smo ga opozorili na to statistiko, in napovedal je, da bo skušal ekipo motivirati za ta pomemben obračun, ker pač Maribor potrebuje lovorike in ni mu uspelo. Kak si ti videl tekmo? Si bil vesel, da je po 90 minutah konec? Jaz bi ti povedal, Miha, da je Liverpool samo še 4 tekme do naslova prvaka, Uroš to dobro ve. In da je včeraj v mestnem derbiju premagal Everton, tako da nismo si večera popolnoma pokvarili, vsaj ta dobra novica. Drugače pa bil sem včeraj na tekmi. Za spremembo sem zaradi nekih okoliščin, ker sem peljal ta mlajšega, sedel na zahodni tribuni, kar ni moja najljubša tribuna v Ljudskem vrtu, in vse se je poklopilo z mojo žalostjo, da moram sedeti na zahodni tribuni za predstavo na terenu, ki je bila porazna. Meni se je zdelo, kot da imajo Celjani več igralcev na terenu, kot da v vsakem trenutku enega mariborskega igralca obkrožijo 3-4 Celjani, pa še vedno kontrolirajo ves ostali del terena. Igrali so moderno, agresivno, samozavestno, za razliko od Maribora, ki je sploh v uvodu v tekmo komaj sestavil par podaj. Ajde se je imel nekaj priložnosti, ki bi mogoče lahko zasukali tekmo, če bi tam padel gol. Dve. Ampak v bistvu je neverjetno videti, da zdaj Celje zgleda evropsko, kot je izgledalo nekoč Maribor, ampak Maribor je igral v Ligi prvakov, to ni konferenčna liga, dajmo to vseeno povedati. Ampak Maribor zgleda razglašeno, zaspano, prestrašeno, nemotivirano skoraj, da pa ne dvomim, da so fantje si želeli zmage, ampak vse, kar je Jug povedal. To sem mislil vprašati, ta nezaupnica kapetana ekipe oziroma enega od kapetanov ekipe, trenerju, torej na novinarski konferenciji je sedel ob njem in povedal, da je pač Celje bilo bolje taktično postavljeno, pripravljeno, da si Maribor ni zaslužil napredovanja, da niti ni bilo, razen teh 2 priložnosti v prvem polčasu, nekega znaka, da bi lahko Maribor zmagal to tekmo. Je to preobrat lahko v tej zgodbi Boštjana Cesarja na klopi Maribora?
To mi ti boljše povej, ti si bolj insider, ne? Sediš na mnogih tekmah, na novinarski tribuni in jih bolj analitično spremljaš, zagotovo je to močna izjava za kapetana. Nisem je razumel samo kot nezaupnico cesarju, če tudi prvenstveno ampak vseeno celemu klubu, celi ekipi, ne nazadnje celi atmosferi, ki vlada v tem trenutku okoli tega kluba, ne, za tisto mini euforijo po Olimpiji in potem takoj novih focnih, ki so sledili. In edina sreča je, ne, da je uspelo vodilni administraciji tega kluba tako umrtvičiti publiko v zadnjem času, da v bistvu na nek način precej mirno, ne zdaj kdo misli, da jaz pozivam k čemu, ampak precej mirno in razumevajoče, sploh Viole spremlja na nek način novo sezono, ki se bo očitno končala brez lovorik, pa bom izjemno vesel, če me nek čudež v prvenstvu demantira. Ampak kapetan je nastopil ostro, pravilno ostro, ker to včeraj v resnici klub je povabil tudi vse mlajše selekcije, na zadnje na Dober tekmo. obisk je bil, 5500 gledalcev. Prizadevali so si, to je bilo res premalo, preskromno, in niti enega nastavka, na katerem bi lahko temeljili neko zgodbo za naprej, ker zgodi se tekma, ki jo zgubiš, Celjani so dobri, ampak to tekmo bi v bistvu prej lahko zgubili 4-0, kot pa bi zmagali, recimo po neki sreči. Ja, ni bilo fajta 1-0. in zdaj z 9 točkami zaostanka, sicer s tekmo manj je težko pričakovati od Maribora, da bo ulovil zelo dominantno Olimpijo, ki se je tudi po tistem kratkem obdobju neke rahle krize takoj vrnila. Se je konsolidirala, ne. Da, pa ti sam dobro veš, da vložek v to ekipo, Maribora ni bil majhen, je bil primerljiv z celjskim, recimo. Kar zajete, tudi dohodki igralcev v Mariboru, proračun kluba nikakor ne bi šel v smer neke trditve, da je treba znižati športne ambicije. In ena ekipa nazadnje ne more biti tako odvisna od tega, da so vsi popolnoma paralizirani, ker vejo, da glavni napadalec, ki je res dober, Tete, pač ne more začeti tekme, ne more biti ena ekipa odvisna od tega. Vidimo, da tudi znotraj kluba se nadaljujejo, bom rekel, neke tenzije, Jojo Iličić je sedel na klopi, niti mislim, da se ogrevati ni začel. Pa ne vem, če je do konca tekme sedel na klopi, jaz sem pač kasneje, ker smo lovili rok za tiskarno, bil zelo pozoren na to, kaj bom oddal in kaj napisal, in kasneje mi je nekdo povedal, da celo v drugem polčasu ni bil več celo tekmo na klopi, to je seveda za preveriti, tako da ne me je mati. Nisem bil pozoren na to, ampak očitno stvari v Ljudskem vrtu še ne grejo v pravo smer. In zdaj se pa že nabirajo leta brez lovorik, predvsem pa brez neke iskre, da bi sprožili spet tisto, kar je Maribor vedno imel, ko so ekipe prišle, da je stadion v bistvu deloval kot nek moment, ki je druge kar malo jim hlače spustil. Videli smo, da so igrali dosti bolj v krču. Celje pa je igralo včeraj, kot da igrajo doma in kot da igrajo res neko normalno tekmo, kar je Parjera rekel, res Celje bi še 5 let nazaj slavilo in pilo na zmago 3 tedne, zdaj pa se obračajo k novim, res velikim izzivom Fiorentini. Naslednji teden, ko igrajo proti Fiorentini, bom v Italiji, tako da me zanima La Gazeta, da vem, če bojo ful poročali o teh Rierinih Celjanih. Gremo še nazaj na Maribor. Mene to skrbi, pa dosti krat se ljudje ob naše komentarje obregnejo, ko pišemo o tem, da ni neke strategije zdaj pod turškim vodstvom tega kluba. Pripeljali so igralce, dobro plačene igralce, nekaj od teh je na posoji, hkrati marsikdo poudari, Maribor je podpisal pogodbe s številnimi mladimi nogometaši, ampak roko na srce, številne te pogodbe so zapisane, podpisane tudi zato, ker klub potrebuje določeno kvoto mladih nogometašev na vsaki prvoligaški tekmi, z novo sezono se to tudi spreminja in povečuje, in skrbi me pač, kakšen bo Maribor v novi sezoni, če že mogoče razmišljamo o tem, da je ta vržena proč, pa še vedno je nekaj točk na voljo in še vedno se lahko zgodi kakšen spodrsljaj Olimpije in potem se Maribor morda
na željo navijačev vijoličastih pridruži temu boju za naslov, ampak ne vidim, kakšen bo Maribor v novi sezoni. Ne? Da se strinjam. Predvsem se pri Olimpiji in Celju, če jih pač smatramo kot neka najbolj resna rivala, Maribora, tekmeca, konkurenta, v tem trenutku vidi nek koncept, neka jasna strategija in neka ideja, kaj z ekipo želijo. Ne. Pri Mariboru je bilo že prej pod Šulerjem in zdaj se nadaljuje veliko, bom rekel, eksperimentov tudi z igralci, ki so na posoji, ki so sem prišli samo obnoviti kariero, ne, in verjetno bodo že poleti na izhodnih vratih Ljudskega vrta, ker ve se, Maribor se bo uvrstil v Evropo, ampak v resnici moraš ti že po zimi imeti trdno okostje ekipe, ki bo takrat konkurenčna, tekmovalna, napaljena, pripravljena. Ne. In če bodo igralci, Elma za zagotovo ne bo tukaj, vprašanje je, kaj bo z TTM, kaj bo z Odžom, kaj bo na zadnje Sudanjem, ki nima pogodbe, več kot do, mislim, konca maja, ki so vendarle tu zdaj neki nosilci, te ekipe, kaj bo z Rekikom, na zadnje, in tako naprej, čeprav on je igralec Maribora. Tako da to me skrbi v bistvu zaletavanje iz ene v drugo skrajnost od tega na nek način, da bojo ekipo pomladili, dali priložnost mladim do tega, da pripeljajo nekaj tujih težko kategornikov, ki naj bi hipno povzročili neke fake dvignili igro, pol tega jih verjetno se spogleduje že z novimi priložnostmi. Boljše bi bilo na nek način na dolgi rok zastaviti verjetno strategijo, tudi za ceno, ker publika je zdaj zelo razumevajoča, tudi za ceno kakšne slabše sezone. Samo mi ne bi bili. Ne? Ja, res je, itak. Maribor je pač svoje standarde postavil zelo visoko, to je to desetletje uspehov v Ligi Evropa in Ligi prvakov je seveda vse nas razvadilo, postali smo, bom rekel, malo tudi pohlepni, saj pridajo slabše sezone, ampak pri Mariboru se zdaj že te vrstijo. In za razliko od drugih klubov, ki imajo tuje lastnike, tukaj še ni vzpostavljen nek jasen kurs, neka jasna identiteta in nek poslovni model razvoja ekipe, kateremu bodo sledili na nek način. Ja, odloča bojda še vedno Čem Bazgul, Mihael Mikić, ki se je službi kadrovnikov pridružil po zimi, ima pogodbo bojda do konca te sezone, tako da tudi tu je veliko stvari odprtih, ampak smo rekli, da ne bomo predolgi tokrat. Matija, za konec še, te je kakšna novica ta teden posebej presenetila? Ni me nič posebej šokiralo ali presenetilo. Kot dobro novico pa vsekakor gledam, da furamo podcast Večerje zjutraj in pričakujem, da bomo dobre vsebine, ki jih ustvarjamo v Večeru, tudi na ta način prinašali do poslušalcev, bralcev in tako naprej. Drugače pa, 1. april je bil, nekateri mediji so se zelo potrudili, nekateri pa malo manj. Mi smo imeli eno novico, ki je bila zelo brana, da ima Zoran Predin brata dvojčka. Drugače pa domišljija ali pa izvirnost je tukaj včasih zelo omejena in so te šale dostikrat šale potegavščine, dostikrat tak na prvo žogo. Čeprav koga ziher ali nasmijo ali ga pa celo potegnejo za nos. Dobro, hvala, da si omenil dobro delo podcasta Večerje zjutraj. Zdaj, ko si pred dopustom, je taka pohvala sploh vredno, ker imaš zdaj malo mira s tem. Bomo videli, če bo to preneslo mir. Vabim vse, da se na podcast naročite in mogoče še koga povabite k poslušanju podcasta Večerje zjutraj, Večer za vikend. S tem širimo svojo publiko in veseli bomo, če komentirate, pišete meni, Matiji, drugim ustvarjalcem, zato da delamo vsebine, ki so vam všeč. Danes smo šli od notranje politike preko zunanje. Celi svet smo obdelali. Do enka Maribora. Tako da, ja. To je ful kvaliteta. Od globalnega do lokalnega. Mislim, da je bil to dober slalom. No. Ko sem delal včasih na komercialnem radiju, so bile novice Slovenija, Maribor, svet. Tako da, v skladu s tem sloganom končujemo. In napovedujemo tudi naslednje vsebine, ki jih boste lahko v Večeru brali
v nedeljo in v soboto. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. V Večeru v soboto preberite: smo v Sloveniji obsojeni na protivetrne vstaje. Vetrne elektrarne so med napravami za pridobivanje obnovljive energije zagotovo največji tujek v okolju. Zato upor proti vetrnicam ni posebnost Slovenije, je pa posebnost to, da so vetrnice pri nas popolnoma nesprejemljive, kjerkoli se pojavijo načrti za gradnjo. Iščemo vzroke za to ogorčeno nasprotovanje. V Sloveniji je trenutno v različnih fazah procedure več kot 10 državnih prostorskih načrtov, nekateri so stari že več kot 10 let, investitorji pa so se umeščanja doslej lotevali različno. Socialni psiholog dr. Žan Lep je mlada generacija mislecev družbe. Na vprašanje, kako je danes biti mlad, odgovarja: zato, ker se izobraževanje vse bolj podaljšuje in dokler mladi ne dokončajo izobraževanja, se ne morejo zaposliti, vse dalj časa živijo v obdobju preizpraševanja, iskanja pravih odgovorov, tudi optimizma za to, da bodo stvari v prihodnosti boljše. Družba, ki ni strukturirana in te pri tem ne podpira, postaja za njih bolj stresna oziroma bolj škodljiva. Spraševala je Franja Žižt. Kako usodo Zahodnega Balkana krojijo politični prvokategorniki Vučić, Dodik, Milanović, Komšić, Kurti in kako se na to odziva mednarodna skupnost? Analiziral je Jon Knez. Da bo nedelja lepša, Večer v nedeljo prinaša: in kot bi mignil, mine 40 let kariere, kakršne Slovenija še ni videla. Helena Blagne bo jubilej 30. maja proslavila v Križankah. Denis Bende Živčec se je z njo pogovarjal, zakaj se nerada ozira nazaj, o delavnosti in vrednotah, ki sta jih skupaj vcepila starša, o prehojeni poti in o tem, da nikoli ni ubirala bližnjic. V hokejski ligi NHL pada prav poseben rekord. Pred sobotno tekmo njegovega Washingtona so Aleksandru Ovečkinu manjkali le še 3 goli, da na večni lestvici strelcev NHL, tekem rednega dela seveda, kar je pri Američanih seveda, ki so obnorjeni s statistiko posebno čislana kategorija, preskoči Wayna Gretzkyga. Kaja Pavlin se v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča posveča zdravljenju kroničnih razširjenih bolečin. Sama je v najboljših letih in nima takšnih težav, a se zaradi izpovedi bolnikov zelo dobro zaveda, kako težko je življenje, če se vsak dan zbudiš z bolečino, ki ne mine. Na srečo se v Soči lahko pohvalijo tudi z uspešnimi zgodbami, ki dajejo upanje. In ker je bilo v tem tekstu kar nekaj napak, še ta preblisk iz četrtkovega večera: vsi delamo napake, umetnost jih je narediti takrat, ko tega nihče ne vidi. To je povedal Peter Ucinov, britanski igralec in režiser. Čim manj napak v naslednjem tednu, lep teden vam želimo, seveda pa berite Večer za vikend.